prestolnica, kjer živi več kot 10 milijonov ljudi. 68 je milijarderjev, največ v Evropi. Premoženje najbogatejšega Rusa je res da 5-krat manjše od premoženja najbogatejšega Zemljana, Billa Gatesa. A Vladimir Potanin, najbogatejši Rus na svetu, ima pod palcem 14 milijard evrov. V Moskvi je še več kot 500 ruskih milijonarjev. Vsi ti bogataši pa svojimi milijoni kupujejo, kar jim srce poželi. Roman Abramovič je lastnik nogometnega kluba Chelsea in največje ladje na svetu. Zanjo je odštel 340 milijonov evrov. Hči Dimitrija Ribolovleva, lastnika francoskega prvoligaša AS Monaco, je kupila grški otok, kjer se je pred 47 leti z ladijskim mogotcem Onasisom poročila Jackie Kennedy. Cena 117 milijonov. Poslovnež Jurij Milner pa je najavil, da bo več kot 90 svojih milijonov vložil v iskanje nezemljanov. Ja, prav ste slišali, Rus bo dal denar za iskanje vesoljcev. S čim pa Ruse in njihov denar privablja Slovenija? To je to, zaradi tega je Rogaška polna ruskih gostov. Ne? Zaradi teh pip Rusi prihajajo k nam. Iz njih naravnost iz izvira teče mineralna voda. Rogaška Slatina je najstarejše zdravilišče pri nas. Že pred stoletji so tu odkrili vrelec mineralne vode, bogate z magnezijem. Lahko na zdravje, to je res na zdravje. Mineralna pivnica stoji v medicinskem centru Rogaška. Boris Biček je njegov lastnik. V centru zdravijo bolezni prebavil, zato sem prihajajo gostje iz več držav, tudi Slovenci. Ruske dame pa se tu rade razvajajo. Pravi hit so mineralne kopeli. Zaradi bogatih ruskih gostov si roke manejo okoliški hoteli, gostinci, frizeri, prodajalci. Pravi magnet za Ruse je rogaški kristal. Ta artikel se danes nahaja že v mnogih ruskih domovih. Tako da je 3000 evrov. 3200 evrov stane najdražji kristal v trgovini. Vaza, ki za Ruse ni predraga. A še enkrat, vsa zasluga zaradi koristi, ki jo Rogaška ima od Rusov, gre v vodi. Zaradi naravnega donata MG, ki si ga v medicinskem centru lahko večkrat na dan točijo v svoje vrčke, je Rogaška Slatina za Ruse postala prava termalna meka. In to poznajo, da je to toliko zdravilno in jim toliko pomaga, da en drugemu govorijo, koliko je to dobro in prihajajo nenormalno. Sami prijatelji in družine in seveda mi pol te vse organiziramo. Boris Biček svojo turistično agencijo Ruse vozi tudi na slovensko obalo. To je še en konec Slovenije, kamor se steka ruski denar. Tu pa ne cveti le turizem, na obali Rusi tudi živijo. Eno najdražjih vil nad Portorožem sta si zgradila ruska zakonca. Ostati želita anonimna. Za zemljišče in vilo sta odštela več kot 2,5 milijona evrov. Listamo zadeve, ker jih prodajamo, glede na ceno, glede na njihove povpraševanja in potem tam jih peljemo. Edmond Petrovič je nepremičninski agent, ki Rusom na obali prodaja hiše in stanovanja. V izolskem novozgrajenem naselju so Rusi kupili že 10 stanovanj. Okoli 20 ruskih družin živi tudi v skrbno varovani luksuzni soseski v Luciji. Zgraditi jo je dal nekdanji poslanec in prvi mož Luke Koper Gašpar Mišič. Za gradnjo 109 stanovanj je šlo 24 milijonov evrov. In si želijo tle v Luciji in tle sredi betona živeti? Ja, ker je blizu morje, ker je marina blizu, ker je obala, ker je klima, ker je ta ptički, čuješ? Za najdražje stanovanje je bilo treba odšteti 1 milijon evrov. Lastnik je Rus. Na našo obalo pa se ne priseljujejo le ruski milijonarji. Mentaliteta zelo podobna, jezik zelo podoben. Jadranje je tisto, kar vas je pripeljalo. Ja, jadranje. Vlada Ilijenko je z možem več let na slovensko obalo prihajala zaradi tekmovanj v jadranju. Njen mož je poklicni trener. Pred 10 leti pa sta se iz Moskve sem tudi preselila. Njuna otroka v šoli nista edina Rusa, samo v izolski šoli je že 5 ruskih otrok. 300 sončnih dni na leto, po statistiki, toplo, po zimi +8, čez poletje tudi je v redu. To vam ustreza? Meni je prav super. Rusi pa si domove ustvarjajo tudi v Rogaški Slatini, nekateri le začasne. Vilo Slatina sta zgradila Rusa iz Sočija. Lastniki 6 od vsega 8 stanovanj so Rusi. Ne živijo tukaj, ampak so si kupili to za... so si kupili zato, da pridejo pač na svoje, ker pridejo za dalj časa, prihajajo v Rogaško za tudi 2-3 mesece. Ja, v Rogaški Slatini cveti turizem. Borisu Bičku zato cveti posel.
Ruski denar je v Rogaški Slatini več kot dobrodošel.